Prijeten večerni pozdrav z komentatorskega mesta v Fazaneriji, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Pred zadnjo tekmo 12. kroga bosta čez nekaj minut pričela igrati šestouvrščena Mura in tretjeuvrščeno Celje, ki na lestvici slovenskega državnega prvenstva trenutno loči 8 točk. Haalanda, pa tudi Šeška, jaz ga kar uvršam v ta oni, so vsi nekako veliki, hitri. Klepač pa v novi priložnosti in brani Rozman znova. Šroler dobro, pa potem v prostor k Tiju Cipotu, predložek na Klepača spet, Klepač preigrava, strelja, brani Rozman. Levi prihaja do priložnosti, oziroma prebijati po tisti strani. Matko se med tem prebija po Murini levi strani in prebil se v kazenski prostor, priložnost za Celjane, Popovič gol! In gostje vodijo z 1-0 v 16. minuti. Ja, izjemen zadetek Popoviča, je pa, kako je zanimiv nogomet, lahko rečeva, nekako do tega trenutka smo gledali skoraj da enosmerni promet na strani Murašev, potem pa po prvi pravi priložnosti zadetek Celjanov, je pa tukaj levi delež vsekakor storil Matko s tem preigravanjem mimo treh branilcev. Ja, najprej Kuzmič, potem Klepač, tudi Maruško in na koncu niti kaj Cipot niso uspeli ustaviti na leta. Nezamenljiv na desni strani, uteka Mirlind Daku. Dobra podaja Dakuja in Kuzmič mimo gola. Desni strani, sama sreča, da ta žoga ni prišla do njega, kajti bi imel res odprto pot do gola. Klepač, krasna podaja in tu je Daku, gol! Vendar offside. Gol velja in Mirlind Daku je izenačil na 1-1. Poglejmo zdaj še enkrat, ja, vidimo, da prepovedanega položaja v času oddaje žoge Mihaela Klepača ni bilo, potem pa je Mirlind Daku lepo obšel vratarja. Tio Cipot, lepo je zdaj pobegnil Miliču, še vedno Cipot in Kous brani. Tudi po gestikulaciji kapetana Popoviča vidimo, da narekuje, da naj umirijo igro, da naj zaokroži žoga. Milič proti Koutru, ki strelja mimo gola. Ikwemesi. Zdaj nekaj vroče krvi med njim in Maruškom. Sprva je Ikwemesija sicer uspel zrušiti Balažic. Rečeno, tretjič sodi medsebojno tekmo. To je pa nevarno. To je nevarno za drugi rumen karton in rdeč. Ja, izključen je Charles Ikwemesi. V 66. minuti Celjani ostajajo. Beganovič bori se Žbamble in vseeno je Beganovič spravil žogo do Kousa. Beganovič mu je ukradel žogo, Beganovič! Gol za 2-1, Mura je prišla do popolnega preobrata v 71. minuti. Kako se je izplačalo biti agresiven, kako se je izplačalo iti do konca Beganoviču, nepopustljivost in potem pa tudi zaključek z malo sreče, mislim, da je celo žoga švignila med nogama enemu od branilcev Celja. Vratarju. Poglejmo Bizjaka in dober poskus, to da Mihelak brani. Dobro pa kombinirajo gostje, Nino Kouter z razdalje in obramba Mihelaka. Predložek nevaren, vendar Muraši se uspešno branijo, zdaj pa vrata so prazna.
Martin Šroler v prazno mrežo, ali bo zadev, bo 3-1, Mura bo prišla do zmage. Martin Šroler prihaja do zadetka in to svojega prvega v dresu Mure v 93. minuti. Damir Čontala, iskrene čestitke za tole zmago, zagotovo boste precej lažje dihali. Hvala za čestitke, sigurno zmaga, ki smo jo potrebovali, zmaga proti odličnemu nasprotniku, ki je bil v odlični seriji, ampak mislim, da je bila naša zmaga zaslužena. Od prve minute smo pokazali na igrišču, da si želimo samo zmage, bili dominantni, imeli več priložnosti, ampak na koncu je nasprotnik s prve priložnosti zadev in nas spravil v težak položaj, ampak odlično smo odreagirali. Mislim, glede na vse, mislim, da je zmaga zaslužena. Četrta tekma proti Celju, za vas 3 zmage in prvi, očitno vam Celjani ležijo. Tako, pa na vseh 4 tekmah smo dosegli 3 zadetke. To vseeno ne bi rekli, da je vpliv kluba, ampak je neki splet bolj okoliščin. Zdaj, kaj ste fantom dejali o polčasu? Zaostajali ste, bili ste boljši, pa vendarle zaostanek. Je bilo glasno garderobi, enostavno mirno držimo se načrta in bo šlo? Ne, mirno. Zavedali smo se, da smo dobri. Nismo bili odlični, ampak smo pa bili dobri. Bili smo boljši od Celjanov. Dogovorili smo se, da ne bomo divjali, da bomo mirno se držali svojega načrta naprej in vztrajali. To se nam je tudi poplačalo. Tisti rdeči karton v 66 minuti vam je največ prišel še kako prav? Tako, mislim, da je bil to tudi ključni trenutek tekme. Izključen je bil najboljši igralec Celja, najbolj nevaren igralec Celja in vsekakor smo lahko nekoliko več v igri tvegali, manj pozornosti posvečali obrambi in kakšnega igralca manj puščali zadaj, tako da smo to tudi maksimalno izkoristili. Zdaj, naslednji tekmec so Radomlje, koliko časa zdaj premora v glavi ali že gledate samo naprej? Pa ni premora, danes se moramo poveseliti po vsaki zmagi, potem pa jutri že počasi presmerjati misli k Radomlju, nikako se ne smemo zadovoljiti za našo zmago, to bi bil samomor, vsekakor mora to biti samo vodilo, motivacija za naprej, da bomo še boljše delali in da bomo še boljši. Hvala in pa srečno. Žiga, zmaga s 3-1, zagotovo se je, ne bom rekel, da odvalil kamen od srca, vendarle pa to ste potrebovali. Ja, mislim, da smo s to zmago tudi zaslužili. Zelo rad bi pohvalil soigralce. Reagirali smo odlično, zelo dobro smo šli v tekmo, imeli šanso, že golom brano, dobili pač ta gol, ampak mislim, da smo danes nezasluženo zmagali. Zdaj iz 0-1 na 3-1, definitivno ste bili danes boljši nasprotnik, ne? Vsekakor se strinjam z vami, tudi v polčasu smo se tako menili, moramo igrati naprej svojo igro. Trener mi je dal, da bodo šanse prišli, imel je prav, šanse smo hvala Bogu realizirali in mislim, da smo danes res zasluženo zmagali. Zdaj spet ste zraven, Maribor ste ujeli, Celjane pravzaprav imate že nekako v gledalu. Očitno gre, ne? Tako bom rekel, čist bom iskren, gremo tekmo po tekmo. Res še enkrat bi rad pohvalil svoje soigralce, odlično so reagirali. Danes je čas za slavje, jutri pa že se pripravljeni za naslednjo tekmo. Žiga, hvala in pa srečno. Denis, po skoraj 10 letih prvi zadetek spet v Sloveniji, ki pa bo najbrž šel hitro v pozabo. Ja, res je, ja. Tako si rekel, ne vem, po 10 letih gol, ampak nas nam to nič nažalost ni pomagal in mislim, da smo odigrali zelo slabo tekmo. Vodili ste z 1-0, kaj vam je trener rekel v polčasu, že Aljoša je dejal v polčasu, samo držati moramo rezultat, pa bo vse ok, očitno se ni šlo. Ja, res je, mislim, mi že od samega začetka hočemo držati žogo, hočemo imeti posest in na polčasu isto trener rekel, naj nadaljujemo, da držimo žogo, da s tem Mura se bo utrujala, ne, in da bomo imeli svoje šanse. Nažalost, po naših napakah so oni zabili gol, čeprav pošteno so si dan zaslužili, dan so oni 90 minut bili boljši nasprotnik in lahko samo čestitam Muri. Mi moramo pa še veliko delati, če hočemo biti v vrhu.
Predvsej poceni prejeti rdeč karton zagotovo ni pomagal, ne? Ja, res je, ja. Lahko rečemo, da je Charlie mlada, ne, ampak neumnost, tako da pustiti ekipo na cedilu, ampak upam, da mu bo to dobra šola za naprej in verjamem, da v bodoče tega ne bo delo. Zdaj poraz bo treba hitro prespati, Tabor vas čaka. Ja, to je dobro, da že igramo v petek, ne, tako da bomo dosti hitro pozabili ta poraz in upam, da na fante to ne bo negativno vplivalo in da z domačo zmago se bomo vrnili na pravo pot.